Pozdravljeni. Nahajamo se na Kongresnem trgu pred stavbo nekdanjega kranjskega deželnega dvorca, ki je leta 1919 postal sedež prve slovenske univerze, Univerze v Ljubljani. Če je danes to sedež rektorata univerze, je bil v njem prvotno tudi sedež vseh prvih 5 ustanovnih članic univerze, med njimi tudi filozofske fakultete, katere sestavni del je bil tudi historični seminar. Pa pojdimo pogledat, kje so se nahajali prvi prostori zgodovinarjev. Danes je 27. januar 2020. Pred natanko 100 leti je bil Ljudmil Hauptmann imenovan za prvega profesorja zgodovine na Ljubljanski univerzi. Imel je natanko 1 mesec časa, da je pripravil vse za delovanje historičnega seminarja. V prvem nadstropju deželnega dvorca ob Gosposki ulici je 19. februarja 1920 potekalo prvo predavanje historičnega seminarja v sobi 77. Pred študenti je ob 8. uri zjutraj stopil Ljudmil Hauptmann, ki je predaval občo zgodovino srednjega veka za preseljevanje narodov. Hauptmann, ki je doktoriral v Gradcu, je bil med obema vojnama najbolj mednarodno opaženi jugoslovanski medievist. Raziskoval je socialno, politično in teritorialno upravno zgodovino. V času svojega delovanja na Ljubljanski univerzi je napisal med drugim prodorno študijo spisa o spreobrnenju Bavarcev in Karantancev, Conversio Bagoariorum et Karantanorum, najpomembnejšega pisnega vira za zgodnjesrednjeveško zgodovino Srednjega Podonavja. Današnji Prešernov salon ob Zbornični dvorani je bil nekoč del prostorov historičnega seminarja. To je bila bife in kadilnica za poslance, takratne kranjske poslance. Tako da je kolega Merik prepozval, da je še vedno dišalo po tobaku, kadar so imeli on je še tja na predavanja hodil. Zaradi teh prostorov smo zgodovinarji še danes povezani s kapljico Rujnega. V sosednjem prostoru je bil sedež historičnega seminarja. Tu so potekale seminarske vaje, tu so imeli profesori svoje mize in tu je bil prostor za seminarsko knjižnico. V historičnem seminarju je Hauptmanna nasledil dr. Milko Kos, ki je imel odlično izobrazbo, ki se je pridobil tudi na študiju na Dunaju in v Parizu. Kos je avtor prve znanstvene sinteze slovenske zgodovine ter številnih znanstveno-kritičnih objav in analiz srednjeveških virov za slovensko ozemlje. Med objavami virov omenimo denimo tiste v seriji Srednjeveški urbari za Slovenijo, objavljene pri Akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Poglejmo prvi zvezek, v katerem so objavljeni urbari Salzburške nadškofije. Kjer je pravzaprav v uvodu tudi programsko napovedal, kaj je namen tega. Se pravi, spoznavati slovensko preteklost in ta preteklost je bila v veliki meri vezana na slovenskega kmeta. Usmerjena je bila v agrarno zgodovino, zato so imeli urbari tako pomembno tudi vlogo. Seveda, Milko Kos je znan tudi po objavi Konverzije, najpomembnejšega vira za zgodnje srednjeveško slovensko zgodovino in ukvarjal se še z mnogo drugimi stvarmi, namenim tukaj samo še njegovo kolonizacijsko zgodovino, katere sinteza je zemljevid kolonizacije slovenskega ozemlja v srednjem veku. Poleg slovenske in obče zgodovine je bil poseben poudarek na študiju že od začetka na zgodovini Srbov in Hrvatov, kar je predaval profesor Radojčič. Zaradi številnih specifičnosti jugovzhodne Evrope se iz te prostorske usmeritve na oddelku postopno razvil študij zgodovine jugovzhodne Evrope. Že med obema vojnama je študij zgodovine vključeval tudi ekskurzije, denimo v Split in okolico leta 1936. In na Štajersko zgodaj spomladi 1941. Za študij zgodovine v Ljubljani med obema vojnama je bil značilen močan poudarek na družbeni, gospodarski, politični in teritorialno-pravni zgodovini srednjega veka.
Leta 1937 je Ljubljanska univerza dobila prvega visokošolskega učitelja zgodovine novega veka, Frana Cvitra, ki je predaval novoveško, občo in slovensko zgodovino, ključno z 18. in 19. stoletjem. Pod vplivom izpopolnjevanja v Franciji se je takole izrazito napredno zavzel za interdisciplinarnost. Edina rešitev je po mojem mnenju v tem, da se ne loči več med sociološko in historično usmerjenostjo, ampak da se pri istem znanstvenem delavcu združi sposobnost kritične uporabe virov s smislom za prav vsa vprašanja znanstvene sinteze. Podobno je razmišljal o gospodarski zgodovini, ki jo tudi predaval študentom. Ni pomembno, ali jo raziskuje zgodovinar ali ekonomist. Mora pa biti gospodarski zgodovinar ustrezno podkovan v obeh disciplinah. Gotovo je bil pa prvi, ki se je resno začel ukvarjati z sodobno zgodovino, zgodovino 19. in 20. stoletja, kar je bilo v času, ko je to počel relativno neobičajno. Pri tem je izhajal iz zelo modernih pristopov, začel je uporabljati statistične vere in številne druge stvari. In ena izmed njegovih osrednjih tematik ves čas je bilo to znamenito nacionalno vprašanje, pri čemer se je s tem ukvarjal kot en redkih slovenskih zgodovinarjev v resnici v širšem kontekstu. Njega ni zanimalo samo, kaj se je dogajalo na področju današnje Slovenije, ampak je kompetentno razpravljal tudi o situaciji v celotni habsburški monarhiji skozi dolgo 19. stoletje, v času, ko se te nacionalne identifikacije najprej oblikujejo, potem pa postajajo vse bolj množične. Vojna je leta 1941 močno zarezala v študij zgodovine na Ljubljanski univerzi. Na pritisk italijanskih oblasti je predmetnik vseboval nov poudarek na italijanski zgodovini od srednjega veka do 19. stoletja in na italijanski književnosti. Po kapitulaciji Italije leta 1943 pa je bilo nadaljevanje izvajanja predavanj in seminarjev prepovedano. Profesor Milko Kos je univerzo kot rektor vodil skozi ves vojni čas. Profesor Cviter pa se je pridružil odporniškemu gibanju. Smo sredi kočevskih gozdov, nekaj kilometrov stran od baze 20, centra narodno-osvobodilnega gibanja in nastajajoče slovenske državnosti. Tukaj za mano je ozemlje, kjer je bila druga baza, baza 80, v kateri je deloval Znanstveni inštitut izvršnega odbora Osvobodilne fronte, ustanovljen januarja 1944. Inštitut je vodil zgodovinar dr. Fran Cviter. Inštitut je imel zelo pomembne naloge, pripravljal je gradiva za bodočo slovensko državnost, torej za povojno ureditev. Zbiral je tudi gradiva o boju slovenskega naroda med drugo svetovno vojno. Ena njegovih najpomembnejših nalog pa je bila priprava torej gradiv za spremembo meja. Kot vemo, partizanska vojska in partizansko vodstvo nista priznavala okupacijskih meja, nista tudi priznavala predvojnih meja, ki so bile krivično postavljene po prvi svetovni vojni, torej rapalske meje, tudi ne koroškega plebiscita, zato je partizanska vojska delovala po celotnem slovenskem nacionalnem ozemlju, na Koroškem, v Reziji in na tej karikaturi vidimo vodjo inštituta, dr. Frana Cvitra, v eni roki drži puško, v drugi roki pa knjigo z naslovom Naše meje. Seveda to so mišljene nove meje, bodoče meje, popravljene meje Slovenije v novi nastajajoči Jugoslaviji. Ta inštitut je pomembno vplival na delovanje historičnega seminarja Filozofske fakultete. Katedro za sodobno zgodovino je pa ustanovil dr. Metod Mikuš, duhovnik, verski referent pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte. On sicer ni bil neposredno član tega inštituta, je bil pa seveda z njim povezan. Že leta 1947 je začel preučevati sodobno zgodovino, torej zgodovino druge svetovne vojne, pri čemer je uporabljal tudi zbrana gradiva inštituta in se potem ukvarjal tudi z drugimi obdobji sodobne zgodovine. No, torej Metod Mikuš je bil gotovo eden prvih ljudi,
v Evropi, ki se je začel znanstveno ukvarjati z zgodovino druge svetovne vojne, in tudi naša katedra je vsaj med prvimi, če ne prva. Že okoli leta 1950 je Mikuževa ekskurzija na Kočevsko vsebovala oboje. Tako ogled baze 20, kot tudi enega od brezen, prizorišč povojnih pobojev. Mikuž, Gregor Čremošnik, Bogo Grafenauer, Ignacij Voje in s prekinitvijo Vasilij Melik sestavljajo generacijo ljubljanskih zgodovinarjev, ki so kmalu po drugi svetovni vojni začeli z delovanjem v historičnem seminarju, od leta 1948 imenovanem Institut za zgodovino. Prostorska situacija historičnega seminarja je že leta 1941 postala nekoliko ugodnejša, saj se je velik del dejavnosti preselil iz glavne univerzitetne stavbe. Stojimo pred Plečnikovo stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice. No, 41. leta je bil NUK zgrajen. In takrat so se bali, da ne bi Italijani NUK zasedli s svojimi in so vse oddelke filozofske fakultete premestili v ta prostor. Med njimi tudi oddelek za zgodovino, takrat imenovan še historični seminar. Glede na poročilo o razporeditvi prostorov v stavbi, je oddelek za zgodovino dobil svoj sedež v desni polovici pritličja. In sicer v zadnjih dveh oknih je bila predavalnica, sledila je knjižnica. Iz 61. leta se je pa zidala nova stavba, smo se pa preselili tja. V času delovanja v stavbi NUK-a je bil študij prostorsko organiziran takole. V tem prostoru so bili seminarji. Predavanja smo imeli v balkonski dvorani. Na univerzi. Na univerzi. In pozneje del predavanj tudi na Realki, tukaj ob Vekovi ulici, v pritličju, mislim, da je levo, na levi strani. Leta, torej 1946, so se predavanja začela oktobra. In to v tej predavalnici. Prvo predavanje, oziroma seminar v ponedeljek popoldne je imel profesor dr. Gregor Čremošnik. Tale predavalnica je bila nabito polna. Toliko se jih je odločilo za študij zgodovine. Toda on je vstopil v ta prostor, razdelil liste, na katerih so bili teksti iz latinščine. Nek tekst v zvezi z južnoslovansko zgodovino je bil v latinščini in mi smo debelo pogledali. Ja, je rekel, brali bomo na seminarjih originalne tekste v jeziku, v katerem so bile te listine napisane. Potem je pa vprašal, zna kdo grško. In javlja se ena kolegica, Julka Marinič, ki je obiskovala klasično gimnazijo v Mariboru, še pred vojno. Ja, prav, jaz bi pa tudi grško znala. No, in profesor Čremošnik je bil navdušen in je rekel tako, zdaj pa beremo in prevajamo ta tekst. Samostojno študiranje sredi 20. stoletja. Študentje smo imeli tam možnost, da smo v časopisni čitalnici v Narodni univerzitetni knjižnici torej študirali v veliki čitalnici. In še nekaj, mi smo se skupaj pripravljali na diplomske izpite. To je bila recimo grupa, smo se dobivali pri enem ali drugem doma, ali pa celo to, da smo šli v kavarno Nebotičnik, kjer so nas že poznali natakari, smo naročili 2 deci radenske in so nas pustili primer, da smo skupaj študirali. In nekako ne samo študirali, ampak mi smo govorili, pripovedovali, kaj sem študiral, izmenjevali misli. In seveda, potem ni bilo težko na izpitu govoriti.
po seminarju, seminarji so bili tudi popoldne, da smo šli potem v Rio. Ampak tako, da smo, ker smo bili pač študentje, naročili smo en liter, 2 smo imeli pa pod mizo. Tako da smo samo en liter plačali. In bili cel večer tam, plesali in tako naprej. Bonov za hrano najbrž niste imeli kot današnja generacija. Torej, mogoče te razmere socialne so se nam najbolj kazale pri preskrbi. Namreč študentje smo imeli na voljo ljudsko kuhinjo in pa študentsko menzo. V obeh hrana ni bila niti kaj preveč obilna, niti kaj preveč kakovostna, ampak kar je bil največji problem, tudi ta hrana je bila za nekatere predraga in si jo niso mogli privoščiti. Jaz sem si pomogel na ta način, da zjutraj in zvečer sem pač jedel doma, medtem ko sem opoldne za kosilo pa šel k očetu v pekarijo, vzel nekaj žemelj in sem imel torej kosilo na ta način saturirano. Moram pa povedati, da niti nam ni bilo vsem jasno, kako so nekateri živeli v izjemno slabih socialnih razmerah. Ko sem diplomiral, sem kolego povabil, sem rekel, te povabil na kosilo k mraku. Rekel mi je, ti mene ne boš nikoli povabil na kosilo. Sem rekel, dobro, kaj sem se ti pa zameril? Ja, je rekel, veš, tole bi ti rad povedal, tiste 2 žemlje, ki si mi jih ti dal za kosilo, je bila včasih moja celodnevna prehrana in kadarkoli se bo srečala, lahko samo jaz tebe povabim v zahvalo za tisto, kar si mi takrat dal. V številnih ozirih je študij na oddelku kljub težavnim povojnim razmeram potekal nemoteno. Že, torej profesor Červoški je leta 1947, ko je bilo še vse pravzaprav porušeno komunikacije, organiziral ekskurzijo po Jugoslaviji. Katerega leta je bilo to? 47. To je bilo junija. Sarajevo, Dubrovnik, Split, Zadar, Reka. Šli so pa z nami tudi umetnostni zgodovinarji. V vodstvu pa je bil profesor Červoški, profesor Kos in profesor Stele. Torej, ekskurzija je bila strokovno odlično organizirana. Moram reči, ker so tudi povabljeni bili lokalni, recimo. V Dubrovniku je profesor, direktor arhiva Foretič, recimo, prevzel vodstvo. V Splitu profesor Abramič, znan arheolog. Vedeli smo šli v Kaštele, pa je bil takrat problem s prevozom, ampak so vse to znali organizirati. Nekatere ekskurzije so danes posebej zanimive z kulturno-zgodovinskega vidika. 51. je pa profesor Cvitar predaval o Evropi pa teh rudnikih, Amalden pa Idrija pa tako naprej. No in smo se z njim pogovarjali, pa je bil zato, da bi šli v Idrijo, v rudnik. Pridobil je profesor Rasto Vodušek. Je bil pa profesor za meteorologijo na montanistiki, specialist za idrijski rudnik. In se odločimo, gremo v Idrijo. Zdaj je seveda prevoz. Vodušek je rekel, pejte, vi študentje, vam že odobrili na izvršni svet. In sva šla s kolegom Petrom Rivnikarjem, midva so bila zelo povezana, gremo na izvršen svet, rad bi in prevoz do, pa tako naprej smo obrazložili, malo so jamrali, no prav, damo vam en kamionček. In pride en kamionček pokrit s plahto. Ja, pa noter klopi, lesene. Dobro smo rekli, gremo v Idrijo in smo šli dol v rudnik. In zdaj punce so šle v sanonarkah in nazaj smo mogli plezati po enih železnih lestvah, pa predvsej visok. Ene so mislili, da bojo kar umrli. No, ampak pol, torej res, jaz se še danes spomnim, takrat so še rudarili
smo bili prav tisti grovi, so bili rudari in so tolkli po stenah in je živo srebro ven kapljalo in so lovili tisto. Prav videli smo način pridobivanja živega srebra. To je bila čudovita eksplozija, res moram reči. Študij je od sredine 20. stoletja preoblikovalo nekaj reform, ki jih študentje niso vedno sprejeli. Primer iz leta 1946, ki je skoraj pozabljen. Prva reforma, ki bi me lahko doletela, je bila leta 1946. Mi smo začeli študirati po starem jugoslovanskem, bi rekel, avstrijskem sistemu ABC. A. Narodna zgodovina, B. Obča zgodovina ali obratno in C. Katerikoli predmet na filozofski fakulteti, običajno geografija. To je bil študij, ki je ponavadi zajel večino študentov. No, mi smo že začeli študirati, mi je že seminarje opisane in tako naprej in pride iz ministrstva takrat nalog, da naj bi začeli študirati po novem sistemu, to se pravi samo A in B. A. Zgodovina, narodna in obča, B pa geografija. Seveda, celotna geografija, tudi z matematično geografijo in celo vrsto še dodatnih predmetov. Mi smo se temu uprli. Bil je en sestanek v matematični oziroma fizikalni predavalnici na univerzi, torej študentov. Vodili so ga seveda vodilni funkcionarji, ki so od nas zahtevali, da pristanemo na ta študij. No, takrat sta se pa znašla dva zelo bojevita kolega, to je bil Peter Ribnikar, pozneje arhivski svetnik, in pa Vladimir Klemenčič, ki je bil en vodilnih na geografiji. In takrat sta one dva enostavno zabarikadirala izhod iz predavalnice in sta rekla, toliko časa ne bova dovolila izhoda, dokler vodilni mladinske organizacije ne pristanete, da študiramo po starem. In smo dosegli. Ampak ne samo to. Takrat smo šli in so tudi mene povabili zraven še k rektorju, profesor Meliku, Antonu Meliku, ki je se strinjal z našimi odločbami in je končno smo delali po starem. Ena najpomembnejših vsebinskih prenov študijskega programa je bila uvedena leta 1949. Tedaj so za 1 desetletje omogočili enopredmetni študij. Zaradi bistvenega upada poučevanja latinščine na gimnazijah in uveljavljanja angleščine kot prvega tujega jezika v srednjih šolah so na Institutu za zgodovino, kot se je oddelek tedaj imenoval, z reformo leta 1949, enopredmetnemu študiju dodali latinščino in nemščino. Dobra praksa. Sploh za zgodovinarje starejših obdobij, ki je bila po prekinitvi obnovljena in okrepljena leta 1967. Z njo nadaljujemo še danes. Takrat je bilo nas študentov razmeroma zelo malo. Predavalnica je bila za približno 60 študentov. Naj še to povem, da nas je bilo v letniku od 10 do 15 študentov in da so profesorji predavali za vse letnike hkrati. In sicer so razporedili materijo tako, da so v 4 letih spredavali v glavnem vso problematiko svojega obdobja. To pa ne pomeni, da si prišel na začetek, ampak si lahko pri enem profesorju prišel sredi tega ciklusa in potem si šel od tam nazaj potem do začetka. Poleg tega smo imeli pa še posebne izpite za posamezne letnike. Prvi letnik, na primer, uvod v študij zgodovine, latinščina, nemščina. Drugi letnik je potem so prišle pomožne zgodovinske vede, potem arheologija in umetnostna zgodovina. Moram povedati, da mi je umetnostno zgodovino predaval profesor Stele. Zadnja 2 letnika sta bila v večji meri posvečena pedagoškim predmetom.
Poleg tega smo pa seveda vse 4 leta morali poslušati predvojaško. V skladu z eno od študijskih usmeritev k zgodovini jugovzhodne Evrope, latinščina in nemščina nista edina jezika, ki sta bila tedaj pomembna za delo z veri pri seminarjih iz starejše zgodovine. Profesor Voje o svoji študentski izkušnji seminarja pri profesorju Čremošniku. Po presenečenju z latinskimi besedili pri njem med prvo uro študija zgodovine. Ni nas gnavil toliko s to latinščino, ker je prinesel, recimo, da smo brali tudi tekste iz Miklošičeve izdaje Monumenta Serbika, torej v stari srbščini, pisava je bila cirilska. Tudi tisto smo prebirali in zaradi tega smo nekateri potem zelo radi hodili na njegov seminar, ker je bil zelo sproščen. On nam je zelo veliko povedal o tem, torej komentiral posamezne tekste. Smo v čitalnici Arhiva Republike Slovenije. Pred menoj je gradivo iz osebnih fondov naših 2 profesorjev, Gregorja Čremošnika in Ignacija Vojeta, ki sta zelo zaznamovala naše zgodovinopisje preko stika z Dubrovnikom. Profesor Gregor Čremošnik je pravzaprav začetnik po Franu Miklošiču dubrovniške diplomatike. Ampak, kar je pomembneje, preko numizmatike se je začel ukvarjati tudi z ekonomsko zgodovino. In pri ekonomski zgodovini srednjega veka, na primeru Dubrovnika, ga je nasledil naš profesor Ignacij Voje. Je zelo zanimivo, s čim vse sta si pri svojem delu lahko pomagala, in to je to, kar v arhivu vidimo. Pred menoj je zbirka fotografij, listin, pečatov in pa denarja, ki jih je zbral profesor Čremošnik, in pri tem je zelo lepo opazovati kriterije, kako odbrati gradivo, ki sodi na fotografijo, ki je seveda v 20 in 30 letih neizmerno draga. In ta izbor je zelo konsistenten in zelo kaže na to, kako se je delu pristopalo. Namreč treba je bilo hkrati urediti stvari za pedagoško dejavnost, za raziskovalno dejavnost in pa seveda za publiciranje. Pri profesorju Vojetu pa nastopi tisti moment ekonomskega zgodovinarjenja, ko se ekonomski zgodovinarji srečajo z enormnimi bazami podatkov, ni pa še računalnikov. In kako to urediti? Torej dobesedno z Excelom Flower Power generacije, torej z ogromnimi polami zelo drobnega karo papirja, kjer je treba zelo drobno pisavo zbrati čim večje število podatkov, da se jih da razvrstiti. Ampak da bi to bilo mogoče, je bilo prej treba zbirati kartotečne listke, ki so jih raziskovalci v Dubrovniku dajali v škatle za čevlje. Medievistika je bila tudi v ospredju dela dr. Boga Grafenauerja, ki je sicer raziskoval še novi vek in sodobnost, med drugim v okviru koroške zgodovine. Bogo Grafenauer, katerega portret visi tukaj za nami, je bil po smrti Milka Kosa vodilni slovenski zgodovinar. Središče njegovega zanimanja je bil srednji vek, drugo njegovo veliko področje, s katerim se je ukvarjal, je bila seveda koroška zgodovina. Presek srednjeveške in koroške zgodovine obravnava tudi njegovo. Temeljno delo ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, ki je šlo leta 1952. Delo tudi po več kot 70 letih od izida ni izgubilo na svoji aktualnosti in pred kratkim smo uspeli to delo v večini prevesti tudi v nemščino in ga tako narediti dostopnega širši strokovni javnosti. Bogo Grafenauer je bil na nek način usmerjevalec slovenskega zgodovinopisja. Misli, njegove besede so imele vedno pomembno težo, izpostavljal se je tudi v javnosti, kjer je seveda kritiziral določene pojave ali nerazumevanja slovenske zgodovine od venetske teorije naprej, pa tudi vse do sodobne zgodovine. Največji kolektivni znanstveni dosežek 50 let, ki je pomembno zaznamoval tudi študij, je sodelovanje profesorjev pri pisanju sinteze zgodovine narodov Jugoslavije do konca 18. stoletja. Fakulteta je bila po vojni več desetletij izpostavljena enostranskim ideološkim pritiskom, ki so se jim profesorji pri svojem raziskovalnem, pedagoškem in siceršnjem delovanju na fakulteti včasih bolj, drugič manj uspešno zoperstavljali.
primer iz predavalnice pri profesorju Mikužu. Enkrat na seminarju, ravno obsodba je bila Narte Velikonje, to je bil pisatelj, je rekel, poslušajte, po mednarodnem pravu človeku, ki je pisatelj, ki je oče številne družine, mislim, da je bilo 13 otrok, ki je invalid, ne sme biti smrtne obsodbe. Prav to jaz kritiziram in bom tudi to svoje mnenje upravičil. No, mi smo opazili, da so na njegove predavanja in njegove seminarije hodili ljudje, mi smo se med sabo vsi poznali. Da so bili nekateri tuji. In ga kolega Peter Ribnikar vpraša, prav, kaj pa ti tle delaš? Prav, tega osla sem prišel poslušati, kaj čveka so me poslali. Mikuž ga je tudi opazil, ga je povabil k sebi v kabinet, ga nadrl, prav, to da me pa je pripodal, ko sem mu rekel, povej jim, da ne bojo tako pameten, da ne pošiljajo več neznanih ljudi, ker jaz to vse opazil. Tako da je imel pojem navidezno mir. Da je dosegel, da je moral se odstraniti s predavanj. No, posamezniki so bili pa še naprej zadolženi, da sporočajo kakšne zadeve o njegovih predavanjih. Torej, doživel sem pa tudi to malo v kasnejših letih, ko sva prišla na tisto svojo malco, na kavico in tako naprej, da je kakšen od teh notranjikov, kot je Mikuž rekel, čez mizo vpil metod, kaj si je pa zanč rekel in tako naprej. Ideološke pritiske so v praksi izkusili tudi na ekskurzijah. Primer pregleda na italijansko-jugoslovanski meji ob povratku z ekskurzije na Tržaško v 70-ih letih. Vodil tudi profesor Cvitar, je bil Grestrin, Melik, pa si ogledali celotno Tržaško ozemlje. Bili v knjižnici, so nam podarili vsakmu en zavitek knjig in pridemo na mejo, ampak pa imate pa tle. Pogleda Pahor, da je skoro tam sedela. Takrat je pa šla ta knjiga Odzvekova, to, pa prav, poberejo vse tisti, morali vsi ven, vse obleke, plašče, ali pa smo že imeli na tiste mize, vse pretipali. Ja, nič ne pomaga, mi bomo naredili spisek, poslali na CK, kadar bojo oni pregledali, ga smo pa naprej spustili. Do ene noč smo bili tam, ko je prišla depeša iz Ljubljane, da je vse v redu. Profesor Cvitar je pa šmugljal. Ne, pa niso najdeli, ker ga je Ferbec matil. Že predtem pa se je oddelek za zgodovino leta 1961 vnovič preselil v stavbo, v kateri deluje še danes. Po selitvi so se za kratek čas nehale prostorske težave. Poleg profesorskih kabinetov je več prostora posebej koristilo oddelčni knjižnici, ki je že vsaj od sredine stoletja ena največjih knjižnic Filozofske fakultete. Knjižnica oddelka za zgodovino je bila ustanovljena 1920. leta. Pred sabo imam prvo inventarno knjigo. Prvi vpis se nanaša na gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Te knjige stojijo v priročni knjižnici. Dragocene zaklade od 17. stoletja dalje pa naša knjižnica hrani v trezorju. Najzanimivejše gotovo original Valvazorja slave Vojvodine Kranjske. Da bi oddelek ohranil
to knjižnico, bogato. Jaz mislim, da je to taka dragocenost, da ne sme biti inkorporirano, kot se sliši, v neke večje fonde. Vsi so vedeli, da je knjižnica oddelka za zgodovino srce oddelka za zgodovino. Tukaj smo svetovali študentom pri pripravah seminarskih, diplomskih nalog. To je bil čas neračunalniške dobe. Ker takrat nisi mogel pogledati kar na Google, kot bi rekli, in ti vse pokaže, ali pa na Wikipedijo. Tukaj, v tej priročni knjižnici, smo začeli, kot sem jaz vedno rekla, s sistemom čebule. Torej, najprej slovenski biografski leksikon, pa enciklopedije, pa razni pripomočki, tako da smo prišli in da smo pomagali študentu, da je lahko začel s svojim delom. Ali kako naj se loti tudi študija na začetku. Tudi to je bilo včasih zelo pomembno, ker študente so prišli oddaleč in jim je bila Ljubljana že sama Ljubljana strah, kaj šele obisk ali prideti v knjižnico. Pred ustanovitvijo tajništva je oddelčna knjižnica upravljala tudi administrativne naloge. Urejali smo študentske prošnje, pripravljali smo za izpite, urejali smo knjižnico, pripravljali smo ekskurzije, za vse profesorje smo vodili korespondence najrazličnejše z našim dekanatom. In tu so se vsak dan usedli za mizico, ki je stala tamle v kotu, in z 2 Rex stoloma naši profesorji, kjer so, preden so šli v predavalnico, predebatirali svoje dogodke iz prejšnjega tedna, prejšnjega dneva. Pogovarjali so se o tem, kaj so prebrali. Recimo zelo zanimiva je bila tekma. Enkrat profesor Grafenar ves navdušen pride, seveda te knjige še nihče ni prebral, pa mu odgovori Peter Vodopivc, jaz sem jo že predvčerajšnjem. No, to je bila ena taka zmaga mlajših kolegov. Oddelek za zgodovino oziroma knjižnica je bila zelo vpeta v delovanje Zgodovinskega društva Slovenije in seveda tudi vedno je pomagala pri najrazličnejših organizacijah zgodovinskih zborovanj. Kot študente so nas zraven povabili, da smo pomagali pri zbiranju naročnikov za 2 časopisa, torej Kroniko in Zgodovinski časopis. Druga plat je bila tudi to, da smo velikokrat študentom pomagali v socialnih stiskah. Marsikdo, to je bila znana zgodba, kako je profesor Gestrin preskrbel za študenta posteljo v študentskem domu, ker je prej spal celo leto pod stopnicami študentskega doma. Včasih pa tudi so se dogajale tudi take, skoraj rekli, tragikomične zgodbe, ko je prišel profesor Pleterski v knjižnico, pogledal razpored za izpite in pravi, ja, kje pa je ta študent? Ker je pač tukaj na razporedu napisan. Jaz sem rekla, ne vem, ni ga. O, je rekel, seveda, saj sem ga videl. Ravno pred mano se je skril in je tekel v eno dvorišče. No, je rekel, pojdite ga iskat. No, in potem sem ga pripeljala. Študent je odlično pravil izpit. V 60-ih letih je na oddelku Ferdo Gestrin pod francoskim vplivom osvežil raziskovanje zgodnjega kapitalizma v slovenskem zgodovinopisju. Profesor Ferdo Gestrin je zaristal tisto podobo, socialno in kulturno podobo slovenskega zgodnjega novega veka, ki v glavnih črtah velja še danes. Mi smo njegovi učenci dodali sicer nekaj nove barve in nekaj novih potez, ampak v glavnem je sveta podoba, ki jo je on zarisal, veljavna še danes. O pomenu in kvaliteti njegovega znanstvenega dela se mi zdi, da najbolj priča dejstvo, da ga je v svoje delo svetovni sistem vključil tudi znameniti ameriški sociolog Immanuel Wallerstein. Gestrinova knjiga Slovanske migracije v Italijo. Z vseh vidikov obravnava ta zelo kompleksen fenomen in v bistvu pokaže na tiste probleme, ki so aktualni tudi pri današnjih migracijah. Profesor Gestrin je svoje raziskovalne rezultate študentom posebej plastično predstavljal na terenu. Profesor Gestrin je dolga leta deloval in razkrival zgodovino naših prednikov tudi v arhivu v Fanu in nas je želel popeljati v Marke. Šli smo z šotori, takrat smo spesnili tudi pesem, ki je
bila namenjena profesorju Gestrinu, o njegovem arhivu Pojdem v Fano, na melodijo Pojdem v rute. Dr. Gestrin in dr. Vasilij Melik, oba v spredju na fotografiji, sta postala univerzitetna učitelja na našem oddelku leta 1960 in sta pisala tudi v soavtorstvu. Zaslužni profesor Vasilij Melik je tisti slovenski zgodovinar druge polovice 20. stoletja, čigar raziskave slovenske politične zgodovine v 19. stoletju še zmeraj predstavljajo preprosto temelj za razumevanje tega obdobja in tega fenomena. Njegova najpomembnejša monografija se imenuje Volitve na Slovenskem med leti 1861-1918 in gre za delo, ki je zelo uveljavljeno tudi v mednarodnih krogih. Drugače pa Vasilij Melik tudi avtor številnih razprav in člankov, katerih podrobno obravnava zgodovino Slovencev v 19. stoletju. Poudariti velja. Njegov neverjeten občutek za sintezo. Poleg zgodnjega novega veka z Gestrinom in 19. stoletja z Melikom je v drugi polovici 60. let pomembno interdisciplinarno nadgradnjo doživel študij antike z Jožetom Kastelicem. Moj predhodnik, profesor Jože Kastelic, dolgoletni ravnatelj Narodnega muzeja, ki ga vidimo, je na Filozofski fakulteti predaval klasično in provincialno arheologijo, epigrafiko in zgodovino starega veka. Njegovo najpomembnejše delo z tega področja je prevod izbranih delov Mommsenove rimske zgodovine z obsežno premno študijo o najpomembnejšem raziskovalcu rimske antike v 19. stoletju. Profesor Kastelic je bil po svoji usmeritvi in širini znanja kot klasični filolog, arheolog in zgodovinar zadnji polihistor na področju antičnih študij pri nas. Z največjim žarom se je posvečal antični umetnosti. V raziskavi šempetrske nagrobnice v Savinjski dolini ugotavlja: Rimska umetnost je v nekaj stoletjih od zadnjega stoletja pred Kristusovim rojstvom do 3. stoletja našega štetja prehodila dolgo pot stilnega razvoja in se je po prostranih provincah imperija oblikovala in preoblikovala na različne načine. Mitološka simbolika pa se niti v času, niti v prostoru rimske ekumene ni bistveno spremenila. Kar zadeva zahtevnost predavanja na oddelku za zgodovino v tem času, je vsaj enega od principov v poznem obdobju svojega delovanja takole izrazil profesor Cviter, ki se je upokojil leta 1975. Kada se govori o študiju na univerzah, se povsod tudi pri nas vedno znova ponavljajo trditve, da je bistveno za študij na univerzi samostojno raziskavanje študentov, nikakor pa ne samo prizadevanja, da si študent prisvoji znanje, ki so ga ustvarili že drugi. Pri debati o teh vprašanjih je pa treba, po mojem mnenju, upoštevati v prvi vrsti nivo študentov v času, ko pridejo do univerzitetnega študija in tudi kasneje. Kadar je nivo študentov, njihovega znanja resnično visok, se mora predavatelj omejiti na nekatere globlje probleme in suponirati, da si ostalo široko znanje pridobi študent sam. Drugače pa je takrat, kada je nivo znanja študentov zelo nizek. Takrat jim je treba v mejah možnosti, koliko to dopuščajo principi univerzitetnega študija, v mejah teh možnosti je treba študentu čim več povedati, da si vsaj to zapomnijo.
V 70. letih so se oddelku kot univerzitetni učitelji priključili doktori Janko Pleterski, Miroslav Stiplovšek in Peter Vodopivec, ki so vnesli svežino v raziskovanje in študij novejše zgodovine 19. in 20. stoletja, profesor Vodopivec tudi druge polovice 18. stoletja. V ospredju njihovih opusov so moderni projemi nacionalne in politične zgodovine. Pri profesorju Vodopivcu tudi gospodarske, družbene, kulturne in idejne zgodovine. Novost v študijskem programu je v drugi polovici 70. let postala arhivistika, ki jo je bilo v vsej Jugoslaviji tedaj mogoče le na našem oddelku formalno študirati na dodiplomski in podiplomski ravni. Profesor Miroslav Stiplovšek je vedenje o slovenski novejši zgodovini bistveno razširil že za svojo diplomsko nalogo, menim, v času NOB je dobil študentsko Prešernovo nagrado. Potem se je lotil tudi političnih in vojaških vidikov narodnoosvobodilnega gibanja. Višek njegovega proučevanja v tej tematike vojnega obdobja pa prav gotovo pomeni monografija Šlandrova brigada. Poleg tega je objavil dela iz gospodarske, politične in pa družbene zgodovine na Slovenskem med obema svetovnima vojnama, zlasti razvoj oziroma zgodovina komunistične stranke, ljudsko frontno gibanje na Slovenskem in pa razvoj delavskega gibanja. Bil je prvi, ki se je lotil do tedaj skoraj neraziskane zgodovine sindikalnega gibanja. Janko Pleterski se je ukvarjal s številnimi temami, z narodnim vprašanjem, z odnosom med razrednim in nacionalnim, s posameznimi obdobji od Habsburške monarhije preko prve in druge svetovne vojne do samostojne Slovenije. Njegova doktorska dizertacija je bila o narodni in politični zavesti koroških Slovencev. To temo je kasneje še nadgrajeval z različnimi knjigami. Sredi 80. let je napisal v Jugoslaviji izjemno odmevno knjigo Narodi revolucija Jugoslavija, za katero je dobil Ninovo nagrado, to je bila takrat najbolj prestižna nagrada v Jugoslaviji. Nin je bil na koncu svoje liberalnosti, vendar so ga hkrati tudi zelo strupeno napadali. To je bil začetek teh medijskih vojn v Jugoslaviji in on je bil ena teh prvih žrtev, ker knjiga je nastala nekako v času, ko so pisali srbski akademiki ta znani memorandum Srpske akademije znanosti in umetnosti. No, ko se je upokojil, se je tudi politično aktiviral, angažiran je bil sicer ves čas politično, bil je partizan, bil je diplomat. Postal je najprej član Kučanovega prenoviteljskega predsedstva CKZKS, potem pa zadnjega stanovnikovega še socialističnega predsedstva in kot član predsedstva zadolžen za kulturo in znanost je napisal tudi izjavo o slovenski narodni pomiritvi oziroma umiritvi, ki je prva tovrstna politična izjava. Janko Pleterski ni edini profesor in raziskovalec oddelka za zgodovino, čigar znanstveno delo je doživelo nekorekten, žaljiv napad. Ravno obratni pa so nauki, ki se jih lahko naučimo iz zgodovine. Po javnih prizadevanjih za to, da bi predmet zgodovina otrokom v šoli priizhajal predvsem intelektualno širino, ki bo na podlagi poznavanja in razumevanja zgodovine preprečevala pristranskost in nestrpnost, izstopa profesor Vodopivec. Za pedagoško in raziskovalno delo profesorja Vodopivca je bila značilna izredna poglobljenost, interdisciplinarnost, upoštevanje mednarodnih primerjav in reflektirano sprejemanje sodobnih historiografskih paradigem. Z obratom iz širokih tem socialne zgodovine, kjer so kot akterji obravnavali družbene razrede, k vlogi posameznikov in lokalnih skupin v zgodovini ter k poštevanju zapletenosti zgodovinskih dogodkov in procesov. Intelektualna širina mu je na primer omogočila, da kot eden prvih slovenskih zgodovinarjev Avstro-Ogrske ni več označeval kot ječo narodov. Obenem je pa bil profesor dr. Vodopivec tudi tisti zgodovinar, ki je kazal veliko naklonjenost do mlajših kolegic in kolegov in jih pri tem spodbujal, da so o svojem raziskovalnem delu razmišljali onkraj dokaj rigidnih metodoloških in epistemoloških struktur
svojega časa, ki so pač vladali v slovenskem zgodovinopisju. Pri tem si je upal na glas razmišljati o vlogi zgodovinopisja v družbi, pa tudi o tem, kaj slovenskemu zgodovinopisju manjka in kaj bi veljalo spremeniti. In o tem je razmišljal na glas tudi v obdobju, ko to ni bilo najbolj dobrodošlo, skratka tudi že v zgodnjih 80-ih letih 20. stoletja. Obdobje pred sedanjim strogim točkovanjem znanstvenega dela je omogočalo redne druženje študentov s profesorji, brez konkretnega namena študijskih konzultacij. Vedno je prihajal, ker je bil najbolj zvest v takih dogodkih, profesor Melik, profesor Gestrin, včasih tudi profesor Stiplošek, tako da je bilo vedno zelo zanimivo. 80. leta so zaposlitvijo doktorja Rajka Bratoža, doktorja Vaska Simonitija in doktorja Dušana Nečaka pomembno zaznamovala raziskovanje in študij antike, zgodnjega novega veka ter vse daljše sodobne zgodovine. Med skupinskimi projekti oddelka izstopa pisanje zgodovinskih gesel za Enciklopedijo Slovenije, ki je začela izhajati v poznih 80. letih. Na pedagoškem področju je bila posebnost poznih 80. let zelo tesna vpetost Arhiva Republike Slovenije v delo z oddelčnimi študenti. Na pobudo arhivistke zgodovinarke Eme Umek, ki je že prej prispevala k nastanku katedre za arhivistiko na našem oddelku, in profesorja Vojeta. Šlo je za neformalna srečanja, kjer so študenti z Umekovo in profesori spoznavali oporoke in zapuščinske inventarje. Pobuda je bila odgovor na spremembo študijskega programa v letu 1985-86, zaradi katere je naraslo število študentov pri seminarjih, kar je vodilo manj aktivnega udejstvovanja študentov v študijskem procesu. Zaslužni profesor Rajko Bratož, ki je 40 letja na oddelku predaval antično zgodovino, se je ukvarjal predvsem z pozno antiko, migracijskimi procesi v antiki, v rimsko socialno zgodovino. Napisal pa je tudi 2 učbenika za rimsko in grško zgodovino. Med zadnjimi dvemi publikacij pa je knjiga Med Italijo in Ilirikom. Bratož se na ozemlju Zahodnega Balkana in Srednjega Podunavja poleg pozne antike intenzivno ukvarja tudi z zgodnjim srednjim vekom, med drugim kontekstu zgodovine krščanstva in srednjeveškega literarnega izročila v antiki. Na prehodu iz srednjega v novi vek so slovensko ozemlje prizadeli upadi vojsk iz Osmanskega imperija. Tedanjo vojaško organizacijo na Slovenskem je raziskal Vasko Simoniti. Vasko Simoniti je zgodovinar oblasti in njegov zgodovinski pa eseistični opus se bere kot poziv sodobnemu suverenu, državljanu k razmisleku o oblasti in politiki v preteklosti, pa tudi v sedanjosti, bere kot poziv k državljanskemu pogumu, k državljanskemu angažmaju. Zgodovina oblasti torej in politike, to sta veliki Simonitivi fascinaciji in galerija tem, ki jih razpira, sega od poznega srednjega veka in turških upadov pa do sodobnosti. Je mojster zelo pozorne, zelo natančne zgodovinske analize, mojster zelo elegantne zgodovinske pripovedi, mojster v vzpostavljanju historičnih paralel, mojster velikih historičnih zamahov. In če ravno je profesor Simoniti zelo pogumen in zelo duhovit mož, pa njegov pogled na zgodovino ni posebej veder. Na nekem mestu pravi, da ga pogled v zgodovino plaši. Politična zgodovina je tudi v ospredju raziskav profesorja Dušana Nečaka. Zaslužni profesor dr. Dušan Nečak se je zaposlil na oddelku za zgodovino leta 1980 in je postal prvi profesor, ki je poučeval povojno zgodovino vseh 3 geografskih območij, ki jih proučujemo na oddelku za zgodovino: slovensko, občo in jugovzhodno Evropo. Danes ga poznamo predvsem kot profesorja obče zgodovine. Raziskovalno se je usmeril na 2 temi. Na problematiko koroških Slovencev in odnosov Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo. Vmesna postaja je bila pričujoča knjiga Avstrijska legija 2, ki se ukvarja tako z Avstrijo kot Nemčijo, kot tudi Jugoslavijo. In vtisi študentov?
Mislim, da pripadam eni zelo dobri, bi rekla skoraj srečni generaciji zgodovinarjev in zgodovinark, ki smo se kalili sredi 80-ih let. Bili smo generacija, ki smo študij zaključevali s temi kompleksnimi izpiti, šestorčki, četvorčki, ki so dopuščali določene kalkulacije, koliko moraš narediti, da boš prišel skozi, pa da boš samo en del potem ponavljal naslednjič. Če je bila ta kalkulacija sporočena na bolj neroden način, je študent skupaj z indeksom seveda letel iz kabineta profesorja. To, kar je meni še posebej zaznamovalo, je bilo demonstratorstvo. Demonstrirala sem večji del študija pri različnih profesorjih. Za ene je bilo dovolj, da sem zalivala rože po oddelku, za druge je bilo potrebno pripraviti gradivo recimo za seminar. Predvsem sem pa veliko časa preživela v knjižnici. Knjižnico smo selili, preseljevali, premetavali in to so bili res taki pomembni trenutki, kjer si se srečeval s profesorji, z drugimi študenti in ki so pravzaprav utirali vsaj, kar se mene tiče, mojo pot naprej. Pa še to, študij ne pomeni zgolj snovi, ki ti jo profesori predajo. Jaz sem živ dokaz, da pravzaprav to, s čimer se že celo življenje ukvarjam, Prva svetovna vojna, ni nekaj, kar bi na faksu sploh slišala. Pa vendarle me je potegnila in sem zdaj 30 letja praktično v tej snovi doma. V 90-ih letih so se na oddelku kot univerzitetni učitelji zaposlili dr. Janez Cviran, dr. Bože Repe, dr. Peter Štih in doktorica Marta Vrđinela. Razen pokojnega profesorja Cvirna in skupaj z doktorico Danijelo Trškan, današnji redni profesori oddelka za zgodovino. Od leta 2000 je bil na našem oddelku desetletje zaposlen tudi dr. Walter Lukan, ki je prav tako postal redni profesor. V skladu s historično-kronološko logiko začenjamo z medievistom, rednim profesorjem Petrom Štihom. Njegov opus je zelo širok in zajema celotno obdobje slovenske srednjeveške zgodovine, začenši z 6. stoletjem, z naselitvijo Slovanov v vzhodnih Alpah, pa vse do 15. stoletja in naprimer celjskih grofov in njihove vloge v srednjeevropskem prostoru. Svoje raziskave je uspešno povzel tudi v odmevni slovenski zgodovini, ki jo je napisal skupaj s kolegoma Vodopivcem in Simonitijem. Svoje poglede na pokristjanjevanje Karantanije je Peter Štih najlepše izrazil v svoji razpravi z naslovom Ko je cerkev začela govoriti slovansko. Pokristjanjevanje Karantancev, ki so jih sodobniki, kot je bil Pavel Dijakon, označili kot slovansko ljudstvo, gens sclavorum, je bilo prvo v celotnem slovanskem svetu in ima zaradi tega pomen epohe. Potrebna je bila revolucija celotnega slovanskega predstavnostnega sveta, da je bil Oče naš sploh lahko razumljen. Tu ni šlo samo za prevod temeljnih cerkvenih pojmov, ampak se je pojavila tudi potreba izraziti v slovanskem jeziku abstraktno teološko mišljenje z njegovo precizno pojmovno členitvijo. Pri tem niso imeli misionarji v sosednjih in sorodnih slovanskih idiomih prav nobenih vzorov, na katere bi se lahko naslonili. Vsekakor izjemno težka naloga. V 19. stoletju, ki ga raziskoval in predaval redni profesor Janez Cviran, so bile izjemno težke naloge širših razsežnosti, povezane med drugim z vzponom modernih nacionalizmov in z revolucijo leta 1848. Cviran je raziskoval predvsem nacionalno in politično, socialno in kulturno zgodovino, ključno zgodovino vsakdanjega življenja. Janez Cviran je v svoje razumevanje, v svoje raziskovanje tega, kar včasih imenujemo nacionalno vprašanje, na področju današnje Slovenije prinesel številne novosti in številne nove poudarke. Gotovo se vidi v njegovem delu, da je bil naslednik v znanstvenem smislu Frana Cvitra in Vasilija Melika, ampak za razliko od njih se je ukvarjal z
nemško govorečo skupnostjo na Slovenskem, kar prej ni bilo v fokusu zelo pomembno. In tukaj gotovo izstopa njegova knjiga Trdnjavski trikotnik, ki je še vedno ključna obravnava te skupnosti v habsburškem obdobju, v času, ko se začnejo oblikovati nacionalne identitete in ko se tudi ta nemško govoreča skupnost počasi v vse večji meri začne identificirati z nemškim nacionalizmom. In v tem svojem razumevanju nemškega nacionalizma, pa seveda tudi nacionalizmov nasploh, je bil Janez Cveren izrazito modern. Na nek način je neke stvari, ki so se šele pozneje v raziskovanju uveljavljale v mednarodnem prostoru, že anticipiral v svojih formulacijah. Stari Mariborčan, Celjan ali Ptujčan je, ne glede na svoj izvor, v prvi vrsti Štajerc, poleg tega pa je zaveden meščan in lokalpatriot, ki govori po vsakdanji potrebi nemško in slovensko, a je do nemštva in slovenstva nevtralno razpoložen, ker se novega narodnostnega vprašanja še ne zaveda. Prehod od starejših oblik identifikacije, povezane z mesto, z deželo, v smer identifikacije z lastno jezikovno in v nadaljnjem z narodno skupino v modernem smislu, da bi tako odločilno spodbudo šele po izbruhu marčne revolucije 1848. Konec dolgega 19. stoletja. Prva svetovna vojna, o kateri, kot smo slišali, na oddelku še sredi 80-ih let niso predavali, je postala ena temeljnih raziskovalnih tem obravnavanih rednih profesorjev, še posebej Valterja Lukana, ki se je nanjo osredotočil tudi v predavanjih. Stojimo ob spomeniku slovenskim prostovoljcem in dobrovoljcem, ki so se med leti 1912 in 1918 borili za osvoboditev jugoslovanskih narodov in za njihovo združitev v novi jugoslovanski državi. Gre torej za spomenik, ki se deloma referira na historični fenomen, s katerim se je profesor Lukan najraje in največ ukvarjal. Obenem je pa bil profesor Lukan v času svojega poučevanja na oddelku za zgodovino znan tudi kot tisti profesor, ki je izjemno veliko časa namenil delu študenti. Pri njem smo se v okviru seminarjev učili raziskovalnega dela in predvsem kako obesediti naša raziskovalna dognanja v neki smiselni obliki. Koncu Prve svetovne vojne je sledila tranzicija, ki je ena od raziskovalnih tem doktorice Marte Verginele, prve redne profesorice našega oddelka. Marta Verginella je redna profesorica za občo zgodovino 19. stoletja in teorijo zgodovine, ki v mednarodno odmevnih objavah z naprednimi metodološkimi in konceptualnimi prijemi raziskuje socialno, politično in gospodarsko zgodovino 19. in 20. stoletja. Je začetnica zgodovine žensk v slovenskem zgodovinopisju. S svojimi objavami je slovensko zgodovinopisje seznanila z italijansko mikrozgodovino. Profesorica Verginella vodi prestižni ERC projekt IRENE, Post-War Transitions in Gendered Perspective, The Case of the Northeastern Adriatic Region. Torej, projekt je posvečen ženskam v povojnih tranzicijah, bodisi po Prvi svetovni vojni, po Drugi svetovni vojni in 90-ih letih. Območje raziskovanja je omejeno na Slovenijo, Avstrijo, zlasti obmejne predele Avstrije, obmejne predele Slovenijo, na obmejne predele Italije in na del Hrvaške. To pomeni, pozornost je usmerjena v severno-jadransko regijo in zlasti na mejna področja, kjer so bile tranzicije večkrat zelo travmatične zaradi postavitve novih meja, zaradi vzpostavitve novih gospodarskih tokov, v katerih je seveda žensko prebivalstvo bilo tudi izredno pomembno. Pri metodologiji poskušamo uveljaviti transnacionalni princip zgodovinjenja, kar seveda ni enostavno. Skupina je sestavljena iz raziskovalcev in raziskovalk različnih akademskih pripadnosti, različnih tudi nacionalnih pripadnosti in bodisi vsebinska interdisciplinarnost kot metodološka interdisciplinarnost bo, upam, prinesla zanimive rezultate. Sodobno zgodovino raziskuje in predava tudi redni profesor Božo Repe.
ki je eden tistih redkih zgodovinarjev, ki se lotevajo vedno znova novih tem in ga tega ni strah. Predvsem in najbolj pa ga zanima vloga Slovencev v različnih državnih tvorbah 20. stoletja. Izsledke svojih raziskav redno objavlja tako v znanstveni kot strokovno-poljudni obliki. Rezultati njegovega dela pa niso vidni zgolj na znanstveni, temveč tudi pedagoški ravni. Je mentor preko 600 študentov, predvsem pa avtor večjih učbenikov, tako za osnovnošolsko, srednješolsko kot tudi univerzitetno raven. V zadnjih 10 letih je profesor Repe tudi vodja raziskovalnega programa Slovenska zgodovina, ki je eden najbolj plodovitih programov v slovenski humanistiki nasploh. Programsko skupino Slovenska zgodovina, torej to je raziskovalna skupina oddelka, je ustanovil moj predhodnik, akademik dr. Rajko Bratoš v 90. letih, torej v času, ko se je tudi preoblikovala slovenska znanost. Smo edina raziskovalna skupina, ki se ukvarja s celotno slovensko zgodovino, torej z vsemi civilizacijami, ki so na današnjem slovenskem ozemlju, od antičnih časov do današnjih dni. Skušamo seveda stvari vedno postavljati v nek širši evropski okvir, tudi komparativno. Naša skupina skuša razumeti zgodovino kompleksno, celovito in jo raziskovati z različnih zornih kotov, tudi takih, ki morda niso čisto običajni. Naši rezultati se kažejo na različne načine. Eden od teh je recimo tudi razstava Slovenska zgodovina, ki jo vidite tukaj na Ljubljanskem gradu v ozadju. Ta je nastala v sodelovanju z delom raziskovalne skupine in Mestnim muzejem in galerijami Ljubljana in je ena najbolj obiskanih razstav v Sloveniji. Ko sem študiral v drugi polovici 90-ih let, sem se v glavnem družil s fiziki. In obojim se je zdelo, da študiramo nekaj zelo temeljnega in zaenkrat neuporabnega. Ampak kakor si ni mogoče predstavljati sveta naravoslovja in tehnike brez fizike, si vsaj po mojem ni mogoče predstavljati humanistike in družboslovja brez zgodovinopisja. In tudi zato, po mojem, je bil študij v našem času po eni strani precej neizprosen in zahteven, zlasti v začetku, po drugi strani pa vendarle zelo prijeten, imeli smo tovariške odnose, predvsem pa je študij že takrat, oziroma profesori so nam že takrat usmerjali pogled preko meja, omogočali številne nove možnosti. Nekateri smo recimo že tedaj odšli študirati Bratislavo za 1 leto na Univerzo Komenskega, odkrivati divji vzhod. Kot je razvidno, se je opis študentov na študij zgodovine spreminjal v minulih desetletjih. To je bilo odvisno od številnih dejavnikov, od smeri študij, ki so bile razpisane, od številčnosti generacij in pa tudi od omejitev upisa. V 90-ih letih je tako recimo bila omejitev upisa 70 prostih mest na študij zgodovine od A, torej da so študenti izbrali zgodovino kot prvi predmet in pa samostojno, prispelo pa je kar 122 prijav. Danes imamo na dvopredmetnem študiju približno 80 prostih mest, ki jih vseeno pokrijemo. Kljub temu, da se trenutno upisujejo najmanjše generacije, rojene v samostojni Sloveniji. Torej, graf prikazuje rast števila zaključenih diplom tokom 20. stoletja. Med letnicami zagotovo izstopa 2016. To je bilo še zadnje leto, ko so lahko študentje po starem sistemu opravili diplomo. Od tedaj je bil možen le še študij po novi bolonjski reformi. Podatki v grafu niso povsem primerljivi zaradi številnih reform, ki so se zgodile tokom desetletij. Na prelomu stoletja se je okrepilo tudi oddelčno študentsko samoiniciativno skupinsko delovanje na zgodovinske teme. Iša je društvo študentov in študentk na oddelku, deluje od leta 1997 in je povezano v širšo mednarodno zvezo z istim imenom, ki prireja mednarodne seminarje in konference. Ena takih je bila leta 2008 tudi v Ljubljani.
Tema je bila tedaj znanost in družba skozi zgodovino. IŠA organizira tudi številne druge dogodke za študente zgodovine, kot so strokovne ekskurzije, muzejski ogledi, filmski, družabni večeri in tako naprej. Izdaja pa tudi strokovno revijo Clio. Po drugi strani pa se mednarodni seminar zgodi približno enkrat na generacijo in tako smo naslednjega organizirali leta 2014. Krovna tema je bila kriza in napredek, nekako v skladu s takratnim aktualnim dogajanjem. Udeležilo se ga je pa 50 študentov iz 13 različnih evropskih držav. Smisel teh mednarodnih seminarjev je, da študentje na akademskem delu predstavijo nek svoj izdelek, se preizkusijo v angleščini, hkrati pa tudi spoznavajo z različnimi historiografskimi tradicijami. Pomembno vlogo igra tudi spoznavanje kulturne in naravne dediščine države gostiteljice. Spomnim se, da smo udeležence peljali tudi na ekskurzijo od Gorenjske pa do Primorske. In kasneje se lahko to sodelovanje prenese tudi na poklicno področje, ker nas je v bistvu kar nekaj išavcev ostalo v zgodovinskem svetu. Številni študentke in študenti oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani postanejo učiteljice in učitelji zgodovine. Daniela Trškan je prva redna profesorica za didaktiko zgodovine. Na naš oddelek je prišla z bežigrajske gimnazije. Takrat se je didaktika še imenovala metodika in je nasledila Štefana Trojerja. Urediti je morala precej zadev, zlasti organizirati delo s šolami, ker vemo, da didaktika zahteva veliko hospitacij, nastopov in tako naprej. Hkrati pa zelo razvila tudi didaktiko, torej spravilo je, lahko rečem, na neko zelo visoko znanstveno raven. Veliko sodeluje mednarodno v raznih skupinah, je tudi ekspertinja UNESCO in dela za UNESCO, torej za slovenski UNESCO, za različne študije z področja didaktike oziroma izobraževanja. Ostali oddelčni profesori so k področju šolske zgodovine prispevali s pisanjem učbenikov, z razmisleki o učnih vsebinah in s poljudnoznanstveno dejavnostjo, pozneje, od poznih 80-ih let, tudi s prizadevanjem za odpravo ideološke obremenjenosti pouka zgodovine v šolah. Kombinaciji z opozorili, da je v šolsko zgodovino potrebno uvesti tehnejše vsebinske poudarke. Druženje profesorjev študenti izven študijskega procesa danes poteka predvsem na ekskurzijah v okviru prednovoletne tutorske čajanke in brucovanja. Nahajamo se na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Moje ime je Karin Gradišnik. Jaz pa sem Tamara Števk. In danes se tukaj dogaja tutorska čajanka. Tak številčno udeležbo, še bolj pa tistim, ki so prispevali za današnje tekmovanje pecivo. Med njimi je bilo tudi zelo veliko profesorjev, da bi bili tako radodarni tudi za to. Stoletju delovanja je oddelek za zgodovino uspešno povezoval pedagoško in raziskovalno delo ter sledil principu, da smisel študija zgodovine ni zgolj v reproduciranju letnic, dogodkov in zgodovinskih oseb, ampak v razumevanju zgodovine in oblikovanju kritično in komparativno razmišljujočih zgodovinark in zgodovinarjev širokih obzorij. In kako naprej? Vsem nam mir, milost in pravo spoznanje, prosim, tudi oddelku za zgodovino.